Pravzaprav gore so idealen kraj in lepa priložnost, da se naberemo nove energije, nove moči, ampak tudi prostor, kjer lahko nekoliko globje razmislimo o sebi, o svojih bližnjih, pa tudi o domovini in skupnosti, ki jo sestavljamo. Prav neverjetno je, kako so gore, gorništvo in pa domoljubnost, domovina povezana skozi slovensko zgodovino. Verjetno ni treba predstavljati posebej dela Jakoba Aljaža, Klementa Juga, Henrika Tume, ki so tukaj stoletje nazaj delovali za slovensko stvar. Dr. Henrik Tuma, po katerem se imenuje naš tabor, je že konec 19. stoletja, pa v prvi polovici 20. stoletja obiskoval vse te očake, jih poimenoval, izdal celo knjigo o imenoslovju gora in seveda tudi širil domovinsko zavest. Seveda poznamo Jakoba Aljaža, prvega pomembnega investitorja, ki je kupil neko parcelo, nekaj kvadratnih metrov in zasadil in na njej postavil stolp. To ni bila katerakoli parcela, to je bila parcela na vrhu Triglava, kjer je s svojim stolpom povedal, tukaj živi slovenski rod. To je bilo v času, ko se je bila velika bitka, ne samo v nižinah, kjer so se z peresom in mečem borili za slovensko kulturo in slovenski jezik. V športnem žargonu bi lahko rekli, tukaj v hribih, tukaj visoko je potekala neka druga disciplina, kjer se je šlo za to, kdo bo prvi osvojil kakšen vrh in ga tudi prvi poimenoval in ga tudi markiral in narodnostno zaznamoval. Zato so tako pomembni ti slovenski, zgodnji slovenski planinci. Ali pa Klemen Jug, ki je svojo filozofijo in svojim modernim pristopom k alpinizmu poskušal Slovencem privzgojiti nekatere vrednote, kot so vztrajnost, volja, ciljnost, skromnost, pogum. To so vrline, ki jih potrebujemo tudi danes. Klemen Jug je ob neki priložnosti dejal, želim se vzgojiti v odrekanju, da bom svoboden. Želim se vzgojiti v odrekanju, da bom svoboden. Pomislite, če to idealno, pametno misel prenesemo v današnji čas in jo prenesemo iz individualne ravni na kolektivno raven. Ravno to je srčika problema današnjega dne. To je varčevati, da bomo lahko ostali suvereni, o čemer je prej govoril tudi predsednik vlade. Seveda danes v slovenski politiki nimajo vsi v srcu Slovenije, domovine, in nimajo tako radi, da bi čutili, da jo je potrebno reševati. Nažalost. Ta isti ljudje predstavljajo tudi neko staro pot. Pot, ki jo je predstavljala prejšnja vlada, ki nas je peljala v pogubo. A ta pot je potrebno zavreči. Mi poznamo pravo pot. Ta prava pot je bila verificirana v evropske inštitucije, v Evropskem parlamentu, v Evropskem svetu, Evropski komisiji, Evropski centralni banki, v vseh normalnem delu Evrope, ki ni padel v te hude ekonomske in finančne težave, poznajo pravo pot, ki res gre preko varčevanja, ampak tudi do ustvarjanja novih delovnih mest, zlasti v realnem sektorju, v reformi javne in državne uprave, v odpiranju gospodarstva za domače in tuje investicije, v reformu finančnega sistema in tako naprej in tako naprej. To je prava pot za izhod iz krize in pa za nadaljni razvoj slovenskega naroda. Ne pa nenehno zadolževanje, prelaganje bremena razvoja na prihodne generacije in seveda to je direktna pot v bankrot, kako smo lahko videli, in zaradi tega smo imeli tudi volitve. Danes nas čaka še veliko boja, zlasti to jesen veliko boja za to pravo pot. Pravo pot, ki bo lahko rešila Slovenijo bankrota in tudi propada. Tisti, ki imamo Slovenijo v srcu, bomo naredili vse za to. Jesen nas čaka dvotiren spopad za Slovenijo. Misija reševanje Slovenije, bi lahko temu rekli. Eno bo
ena bo potekala na polju zakonodajne in izvršne oblasti, druga pa tudi na nek način v predsedniški kampanji, v kampanji za predsednika države. Tukaj v tem spopadu, v tem boju za Slovenijo želim stopati z ramo ob rami s predsednikom vlade Janezom Janšo, skupaj z vami, skupaj z vsemi vami, s tem množičnim gibanjem, ki mu ni vseeno za prihodnost Slovenije. Želim si, da bi skupaj dosegli bolj pravično in bolj strpno in bolj solidarno in bolj mirno in bolj varno in ekonomsko močnejšo Slovenijo. Kot je dejal Ivan Cankar, jaz, bratje, pa vem za domovino, če bi ga kolektivizirali, bi rekli, mi vemo za domovino in mi vemo, kaj je prava pot. In če zaključim z Klemnom Jugom, ki je dejal, kjer je volja, je tudi pot, in jaz sem prepričan, da bomo šli po tej poti in zmagali.